Ja, takole bi rekel. Na nek način smo odšli z nostalgijo v tiste čase ali pa k tistim pridelkom, ki ste jih videli v teh dnevih tudi na naših posnetkih. Gre za repo, ki je čudežna, bi lahko rekli, predvsem v tem zdravstvenem smislu. Včasih smo te repe imeli toliko, saj smo jo, oziroma veliko, saj smo jo krmili našim domačim prašičem. V zadnjem času pa repa vse bolj najde pot tudi na naše krožnike. Gre preprosto za to, da se je pravzaprav v tej poplavi vseh jedi zopet začelo pojavljati to, da so najbolj izvirne jedi, ki si jih nikoli ne naveličamo, tiste, ki so pridelane v našem okolju, predelane na naš domači način in seveda gre za nostalgijo, gre za etnologijo, gre na koncu tudi za našo kulturo. Tako da bomo danes govorili o repi. Ja, o repi bom govoril, ki je kot otrok preprosto nisem imel rad. Namreč repa mi je spremljala 365 dni, ko smo krmili prašiče ali pa še kako drugače in lahko bi rekel, da je bila na jedilniku velikokrat. Ko pa sem v tem času pri pripravi oddaje pogledal, kaj vse ta repa vsebuje, mi je bilo kar malo žal. No, ni popolnoma tako, lahko pa rečem, da je repa skorajda čudežno živilo, ki ga lahko uživamo preko vsega leta. Predvsem bomo govorili v tem času jasno o kisanju repe, ampak mi lahko pri repi jemo surovo, lahko jemo kuhano, pečeno, naravno kisano, potem lahko jo recimo jemo vse sestavne dele pri repi, tako liste, cvetove, poganke, korenine uporabljamo za siljenje, ker potem v zimskem času pridelujemo tudi liste, tako da zelo veliko je vsega, kar za popestritev predvsem jedilnika pride še kako prav. In prav zaradi tega se mi zdi, da je pri repi izjemno zanimivo, da jo obravnavamo. Gre za to, da v tej prehranski zgodovini lahko rečemo, da je bila repa pred krompirjem edino pravo živilo, ki smo ga pri nas uporabljali za prehrano in da je predvsem zaradi tega, ker se da pridelovati preko vsega leta, je okupovina še kako zanimiva. Prvi pridelek repe lahko dejansko spravljamo že maja, ko doseže jo koreni neko debelino tam okoli 5 centimetrov. Spravljamo predvsem mlade, sočne, hitro zrasle korene, potem korene pulimo tudi poleti za sprotne potrebe, no, za zimsko porabo pa jih spravimo dejansko pred jesenskim mrazom. Spravimo jih tako, da jih skrijemo v pesek, v orehovo listje so rekli, včasih so jih vlagali tudi v šoto, v zasipnice, v žaganje. Skratka, kar veliko je možnosti, nekaj manj pa preživi v hladilniku, ampak kljub temu kot konzervirana je sigurno tista najlepša. Repa je zanimiva tudi zato, ker ima rastno dobo kratko, 6 do 10 tednov in užitna pa je pravzaprav le, lahko bi rekli, mlada. In predvsem je repa zanimiva zaradi svoje zdravilnosti, deluje kot močan diuretik, saj pospešuje izločanje seča, pospešuje prebavo, pomaga pri močni zapeki, priporočajo za zdravljenje bronhitisa, obolenje prostate, kašlja, angine, ekcemov, aken. Sok iz narezane repe se uporablja pri ozeblinah. Skratka, veliko je tistega, kar pravzaprav ta repa čudežno ima v svoji sestavini. Na 100 gramov je približno 28 kilokalorij, maščobe ni 1,1 gram, nasičenih maščob ni,
polnasičenih maščob 0,1 gram, mononenasičenih maščob 0 gramov, holesterola 0, natrija 67 mg, kalija 191 mg, ogljikovih hidratov 6 gramov, prehranske vlaknine 1,8 grama, sladkorja 3,8, beljakovin 0,9 grama, vitamina A, kalcija, vitamina D, vitamina B12, vitamina 1, 2, B1, B2, B3, potem je veliko vitamina C, kar 21 mg, železa 0,3, pa vitamina B6 0,1, magnezija 11, cinka, predvsem pa čudežne folne kisline. Torej, na nek način zapeka, prekrvavitev, vnetja, alergije, potem črevesje, opekline, kožne bolezni, celo ekcem lahko zdravimo, pa za oči pomaga in ustavi dejansko delo karcinogenih snovi v telesu. In zdi se mi, da je tisto, kar moramo povedati pri repi, kljub temu, da nimamo direktnih posnetkov, pa vendarno, ko bomo govorili o tistem največjem shranjevanju, to pa so že v morskih časih, ko so se vozili v Ameriko, vedeli, ko bomo konzervirali repo za dlje časa, jo skuhali danes v današnji oddaji, je prav, da vemo, kako je z dno. No in preden rečemo, poslušajmo profesorico na kmetijski šoli. Ja, to pomeni v bistvu nek način, neka oblika predelave in konzerviranja pravzaprav. Verjetno je repa kot okopavina sestavni del vašega poljskega kolobarja. Repo predelamo sami na šoli in jo potem tudi predelamo, to se pravi zaribamo in tudi porabimo pravzaprav ta proizvod. Verjetno pri konzerviranju same repe je kaj zelo, zelo pomembnega. Kaj je tisto, na kar dijake opozorite? No, pri predelavi oziroma pri tem konzerviranju je zelo pomembna čistoča v prvi vrsti. Repa je morda še bolj zahtevna kot zelje in sicer je potrebno najprej temeljito očistiti, oprati, ko pride z njive. To se pravi temeljito čiščenje v mlačni vodi, v malo bolj topli vodi, ne pa v vroči. Seveda je pa problem, če s hladno vodo umivaš, jasno je v bistvu repa še bolj vodena, še bolj potegne na sebe. No, potem drugi moment pa je v bistvu potem lupljenje. Popolnoma oprano in osušeno repo olupimo. Glavni del v bistvu se odstrani, to se pravi rep oziroma ta, kjer raste, in pa del, kjer izraščajo listje, no in potem olupljeno repo ribamo. Ni nujno, da se popolnoma olupi, če je površina gladka, čista, lahko ostane, ker ta še daje boljšo aromo. No, tudi sam se spomnim, kako sem se včasih uribal, sem rekel, uribažen. No, povejte vi, je tudi pri pripravi, pri učenju tega dela težko? Ja, vsekakor to je kar tako, ne bom rekla, ne vem kako nevarno delo, ampak drobnarije, kakšne urez ali pa kaj, da se uribaš, je pa mimogrede, ne? Ker lahko spodleti sama repa, lahko malo nepazljivosti, to se pravi, je treba kar nekaj spretnosti pri tem delu. No, včasih, kar nekaj nazaj, se spomnim, v bistvu so veliko kisali celo repo. Tako da je bila temeljito oprana, izrezan pač ta koren in pa ta zeleni del, kjer izrašča repa, kjer izrašča cima, in potem pač dana v kadi in nalita voda, slana voda, in se je repa skisala in si je sproti ribala, ne. Danes se tega kisa seveda bistveno manj in te manjše količine se v glavnem porabijo za prehrano človeka in jasno je temu ustrezno ribanje boljše, da na začetku, ne. Včasih pa se je ta repa uporabljala tudi za plemenske svinje spomladi, zato v bistvu tisto ni bilo treba ribati, ampak se je skuhalo in pripravilo za prašiče, tako da je bil postopek pač tak.
Ja, čistoča in pravilna temperatura med kisanjem in v shrambi bosta pripomogli k dobri kakovosti samega izdelka. Sem pogledal v zapisano, vi povejte, kaj je tisto, kar posebej opozarjate? Pomembno je soljenje, potem pomembno je tlačenje in obtežitev na koncu. Velik pomen pa ima tudi fiziološka zrelost same repe, in sicer repa ne sme biti votla, to se pravi puhla, in že spet ne sme biti meso znotraj nje tako mehko, ker v takem primeru se to trga in se ne da lepo naribati in v bistvu tudi kvaliteta kisle repe ni tako dobra. Kaj pa temperatura pri shranjevanju? Temperatura repe ribamo ogreto na sobno temperaturo, to se pravi ne direktno iz hladilnice, in potem tudi sam postopek kisenja naj poteka pri sobni temperaturi, to se pravi 18-22 stopinj, ker se v tem primeru sorazmerno hitro skisa, to je nekako v 4 tednih, tako da je čim prej zrela za uporabo. No in dodajmo, za mlečno-kislinsko vrenje je najprimernejša temperatura 18 stopinj Celzija. Peno, ki se nabere na površini, večkrat odstranimo. Po končanem vrenju površino očistimo tako, da je repa pokrita z lastnim sokom. Tudi potem, ko odvzemamo repo, pazimo, da vedno ostane pokrita s tekočino. No, če smo danes videli, kako se repa pripravi, kako se jo zriba, kako, na kakšen način se vse skupaj pripravi za to, da bomo potem jo kisali tam 2-3 tedne in da bo pravo kislino dosegla, ja, mlečno, bog ne daj, kakšno masleno. No in če o tem govorimo, gremo potem s tako repo zagotovo lahko tudi v kuhinjo. No in v kuhinji bodo gostinski učenci gostinske šole iz Novega Mesta pokazali, kako, na kakšen način se pripravlja vse tisto, kar je zanimivo. Zanimivo v prehranskem smislu ali pa v kulinaričnem. Ja, repa je okusna in zdrava jed, predvsem pa pravijo, da je najboljša presna. Torej, vegani bodo že vedeli, kako je potrebno z njo. Predvsem je važno, da jo je kuhati tudi zelo težko, ker če jo skuhamo, potem je takšna vodena in treba jo je znati kuhati. Zato mlado repo kuhamo v sopari, staro pa v soljeni vodi ali pa narezano celo na kose. Zelo okusna je repa, ki jo pripravljamo z raznimi dodatki, in skoraj da vse, kar je dodatek v prehrani, gre zraven. Drobnjak, mladi čebuljni listi, pripravljamo jo lahko z jogurtom, smetano, z gorčico. Repo uporabljamo tudi recimo kot jušno zelenjavo. Skratka, zelo, zelo veliko je tistih momentov, ki jih v nekem smislu predvsem poznamo: čebula, česen, kumina, muškat, peteršilj. Potem so razne vzhodnjaške mešanice in otroci so mi rekli, no pa povejte vi kaj novega, ne samo te stare jedi, o katerih bomo danes govorili, in so rekli, da bodo pripravili jo z čokolado. Bomo videli, kakšna je. Ne? Gre predvsem za to, da se lahko uporablja ne samo kot osnovna jed, ampak tudi velikokrat kot dodatek, in iz nje se lahko naredi tudi pire, se pravi, krompirju se doda malo repe, pa je to že skupaj malo kisle smetane, jabolčnega kisa, soli, popra, namesto hrena jo lahko uporabljamo. Skratka, vsi ti prvinski časi iz nje izhajajo in pravijo, da je potrebno z njo ravnati lepo, predvsem jo je potrebno znati pripraviti, recimo, ne smemo jo predvsem preveč kuhati, moramo jo recimo popeči, važno je potem, kako jo zagostimo, da znamo to postoriti. Skratka, veliko je vseh tistih momentov. No in zato smo odšli na gostinsko šolo Grma centrov biotehnike in turizma in jih povprašali. Repo še zmeraj največ poznamo kuhano, se pravi pripravljeno zraven klobasičarskih izdelkov, se pravi, zdaj v tem času so tudi koline in zraven pečenic, krvavic in polsuhih klobas, še vedno
se veliko streže repa, sicer pa je repa na nek način kot čistilno sredstvo našega črevesja. Uporabljamo ne samo kuhano, ampak tudi surovo, čeprav mogoče jo še vedno malo premalj pripravljamo surovo oziroma strežemo surovo. Poglejte, če rečem vitamini, potem tiamin B1, riboflavin B2, niacin, B3, recimo vitamin C, cink, folna kislina. Skratka, vse je pravzaprav v nekem smislu vredno prisluhniti, vsemu je vredno prisluhniti in reči, aha, repa, to je pa nekaj zdravilnega. Mi pa jo še vedno pripravljamo skoraj, da bi lahko rekli samo na en način. Ali se motim? Ponuja se še vedno na tržišču največ kuhana repa po domače, se pravi samo kuhana repa z prepraženo slanino oziroma z domačimi ocvirki. Je pa čedalje več tudi bujta repa, ki se veliko pripravlja največ na prekmurskem koncu in pa seveda tudi drugod po Sloveniji, in pa jota, ki se pripravlja ravno tako lahko za repo kot z zeljem. No, se bomo potem mogoče na koncu tudi kakšen recept izdali, ampak kaj danes pripravljate? Gre za vaš redni pouk, povejte. Danes smo pripravljali, bomo rekli, čist domače jedi, to, kar se še vedno v gostinstvu streže za malico največkrat, in pa to, kar doma gospodinje znajo pripraviti za kosilo. In sicer, se pravi, pripravili smo joto z repo, potem smo pripravili bujto repo, repo po koroško. Ta je najbrž malo manj znana, zato ker je repa, s katera se pripravlja z domačim oziroma z jabolkom oziroma s kutino in se lahko streže ravno tako zraven suhomesnatih izdelkov oziroma pečenice, krvavice. In pa pripravili smo zraven tudi to, kar klasično tudi postrežemo zraven repe oziroma zelja, se pravi žganci, beli in pa ajdovi žganci in pa seveda matevž. Torej, kdo ga ne pozna tega našega fanta Matevža, pa ga kar predstaviva? Se pravi, matevž pripravimo tako, da skuhamo posebej krompir in pa fižol. Vse skupaj to precedimo, zabelimo z domačimi ocvirki in pa fino je, če dodamo zraven tudi malo sesekljanega oziroma strtega česna. Ja, krompirjeve žgance sem ponavadi jedel same, tako so bili dobri, ampak z repo, no ja, povejte, kako pripravimo krompirjeve žgance. Za krompirjeve žgance najprej pristavimo olupljen in narezan krompir in ko je krompir na pol kuhan, stresamo noter belo moko, kuhamo pol ure, žgančnico odcedimo in potem vse skupaj pretlačimo, tako da imamo kompaktne žgance. Ja, še vedno, če bi priporočal ajdove žgance. Tudi ti so posebni, predvsem v zdravstvenem smislu. Za ajdove žgance pa ravno tako v osoljeno vodo stresamo moko, pazimo, da nam voda ne vre preveč, ker sicer se potem ta moka splava oziroma tudi jo potem težko odcedimo. Za žgančnico kuhamo pol ure in potem odcedimo, se pravi žgančnico odlijemo in zmešamo žgance. Fino je, če damo noter malo maščobe, tako da so žganci bolj svetleči in pa tudi bolj okusni. Zabelimo pa seveda potem vse skupaj z ocvirki. No, ne bi rad rekel, da je bila repa, na nek način revežev, vse tisto, kar smo revni jedli, je danes visoko cenjeno in se po svetu išče še posebej pripravljeno z našimi rokami, z našim znanjem, z našo gostoljubnostjo. Povejte vi. Še vedno so to jedi, ki so domače jedi, narodne jedi, ki jih strežemo največkrat se pravi, sezonsko, ja, se pravi v zimskem času, ker je to tudi kalorične so bolj.
In pa seveda, ker jih ne nazadnje potem tudi zabelimo ali z ocvirki oziroma svinjsko mastjo. Tako potihem sem slišal zadaj za kamero, pa kaj bi bilo kaj bolj modernega, da bi kaj bolj moderno skuhali. Zdaj tako je. Dijaki jasno, da strmijo k temu, da ko po televiziji vidijo različne oddaje, kjer se pripravlja s takimi in drugačnimi aparati, vendar jaz še vedno mislim, da je prav, da se naučijo osnov, ker potem te novitete oziroma moderne tehnologije bojo potem uporabljali lahko tudi v bodoče v svojem poklicu. Je pa prav, da znajo pripraviti domače jedi, to, kar so pripravljale naše babice, naše mame, in prav je, da to ohranimo. No, z vami sem se pogovarjal, rekli ste, pripravili bomo repo z čokolado, novost, novo, pa vendar v prehranskem smislu je to, lahko bi rekli, nekaj eksotičnega. Povejte. Jaz še vedno podpiram to, se pravi domače jedi, mogoče na majčkeno bolj moderen način. Mi na vsa tekmovanja, ko gremo, poskušamo pripraviti domače jedi na malo bolj moderen način, tako da jaz sem za domačo kuhno. Ja, ko razmišljam naprej o sami repi in vsem tistem, kar je potrebno skuhati, mi ne gre iz glave zdravilnost, sam pa razmišljam tudi o tem, da je predvsem pri repi potrebno vedeti, da se pravzaprav uporablja najboljša surova in da vsak dodatek zraven v modernem smislu, pa ne gre tudi za kakšno makrobiotsko kuhinjo, je lahko postoriti nekaj v smislu kakšne prekvalifikacije, bomo temu rekli, okusa. Pri kuhanju je z njo križ, ker zelo hitro zvodeni. Moramo razmišljati o tem, da jo bomo uporabljali tudi, kot se temu reče, pečeno, da je tudi pri dodajanju vseh teh dodatkov, recimo temu so posebni križi, če bomo kaj ga polomili, bo hitro kaj lahko narobe v tem smislu. In dodati moramo v nekem smislu, tako kot smo prej rekli, če je že repa surova, deviška bi lahko rekli, jo moramo začiniti potem s kakšnim hladno stiskanim oljčnim, orehovim, bučnim oljem. Lahko dodajamo kakšne res vrhunske kise, čeprav pri kisli repi je kis pravzaprav že tisto, v čemer lahko rečemo sam po sebi dodan. Potem je tu še zgoščevanje jedi, ko lahko zgostimo vse skupaj, sem našel na internetu pravzaprav z posebnimi mešanicami zmehčanega masla in bele pšenične moke. Skratka, veliko je tistih momentov, ki potem pomenijo, bi temu lahko rekli, kakšno recimo temu kulinarično ustvarjalnost, o kateri smo prej govorili. Sam sem najdel repno solato za naše dijake. Repo olupimo, narežemo na tanke paličice ali pa jo grobo naribamo, začinimo z orehovim oljem, jabolčnim kisom, soljo, s celo ali mleto kumino in poprom ter dobro premešamo. Pustimo stati vsaj 10 minut ali več, medtem očistimo motovilec, ga stresemo v skledo ali razporedimo po krožnikih, na motovilec stresemo fižol, povrhu pa potresemo začinjenim repnimi paličicami. Tik preden postrežemo, pa prelijemo še z bučnim oljem, ki smo ga po želji primešali, recimo s kakšnim jabolčnim kisom. Če pa solato potresemo še s kakšnimi nasekljanimi oreščki ali drugimi oljnimi semeni, bo okus solate popoln. To sem našel za dijake na internetu in prišlo je, lahko rečemo, prav iz tistih krogov, ki se zelo veliko ukvarjajo z samo prehrano. Tu pa bi rad dodal še mogoče kakšen star recept,
in sicer repa kosljanka, 2 ali 3 repe olupimo, narežemo na precej velike koščke. Prav tako pa moraš olupiti, pravijo, v že 50, 60, 70 let starem receptu, in narežemo tudi toliko krompirja, repo poparimo, odcedimo, skuhamo v vreli vodi, in pa potem je potrebno skuhati tudi krompir v slani vodi z vejico šatraja, ocejeno repo, stresemo med kuhanjem na kuhan krompir z vodo, potem zmešamo, zabelimo z mastjo, zmešamo z ocvirki. Potem je tu še repa krhljanka, in pravi on tako, ker takrat v tistem času, takoj po vojni niso vikali, so tikali 4 ali 5 rep olupi in skrhljaj ali nareži na tanke listke, popari, odcedi ter skuhaj v vreli vodi. Kuhano odcedi, zalij z vodo, ki se je v njej kuhal krompir. Če je nimaš, pa z vrelo slano vodo. V 1/4 litra mrzle vode zmešaj 2 do 3 žlice moke in jo vlij v repo. Medtem pa mešaj, da se enakomerno razdeli in ne pripali. Predsvri v 2 žlicah masti, malo čebule, lahko pa tudi malo ocvirkov in zabela. Ja, to se mi je zdelo prav imenitno zapisano. In pa posiljena repa, ki jo tudi sam poznam. Zribaj olupljeno svežo repo na strgalniku, prideni nekoliko kumine, soli in kisa, pokrij, naj stoji na gorkem ognjišču 1 uro. Potem prilij nekoliko vode in kuhaj, da se repa zmehča in mokrota posuši. V masti zarumeni, moraš do zarumenelosti pripraviti čebulo, zmešaj nekoliko moke, ko se speni, prilij malo juhe, prideni repo, pomešaj z vilicami ter še nekoliko pokuhaj. Še kisla repa, pol kilograma kisle repe daj v vrelo vodo, ko zavre, jo odcedi, če je preveč kisla, in jo zalij z drugo vrelo vodo. Še bolje pa je, če jo zaliješ z juho ali z vodo, ki si v njej kuhal olupljen krompir. Razgrej v kozici 2 žlici masti, v vroči, potem kozici spet čebulo, da zarumeni, prideni 2 žlici moke, malo premešaj in zalij z repo. Gladko razmešaj in usoli. Ko prevre, je gotova. Sam bi lahko rekel, da je izjemno važno pri vsej tej repi, da predvsem odide, kot temu rečemo, v svet prehrane na nek pravi način in da jo tako ali drugače pripravimo v tem prehranskem smislu. In dodatki, prej smo poslušali, kako je profesorica povedala, pa še recimo, ajdovi žganci, 5 dekagramov masti, 5 dekagramov ocvirkov, 2 litra kropa, 1 liter ajdove moke, sol. Zasuj moko v slan krop in kuhaj pokrito 6 minut, nakar predri s kuhalnico ali obrni moko, da pride zgornja stran spodaj. Ko je še 6 minut vrelo, odlij malo vode in zmešaj žgance. Ako jih hočeš drobiti, prilij vročo mast in pusti nekaj minut pokrito, nakar moraš drobiti žgance z vilicami v ogreto skleda in noter dodaš ocvirke zabeljene in dejansko potem na mizo postaviš kakšni čisti juhi. Če pa režeš žgance z žlico, s kuhalnico, prilij odlite vode, da bodo mehkejši. Ja, tako se o tem pravi in vse skupaj dogaja. Sam pa mislim, da je predvsem v tem zdravstvenem smislu bilo potrebno spregovoriti o repi, ki je pravzaprav pravi mali čudež. Kaj vse pomaga prebroditi, kakšna je njena zdravilnost, kakšna je njena prehranska vrednost in raznolikost in pa predvsem, ker jo lahko predvsem zaradi tega kratkega roka, to se pravi zelo kratko je na njivi, pridelamo veliko, kaj bi še radi. Ja, in kaj bi lahko rekel za konec? Ti naši učenci bodo to zagotovo znali. Eni bodo to odnesli domov in doma nadaljevali tradicijo svojih staršev. Mi
tisti drugi na gostinski šoli pa smo se naučili spoštovati nekaj, kar je pridelano v našem okolju. In v zadnjem času zdravniki vse bolj sprašujejo, kaj si jedel, in na osnovi tega postavljajo diagnoze. Gre za to, da samo tisto, kar je avtonomno, kar je avtohtono v tem našem okolju, tisto je nekaj, kar velja in seveda pomeni tudi zdravje. Da ne govorimo o tem, da se bojim, da ne bi bili lačni. Prehranska varnost, no, to pa je že tema za drugo oddajo.